lepo pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o žlahtnem plinu, radonu, ki se nahaja v naših stavbah. In če tudi si mogoče želimo, da bi se v naših sefih znašle kakšne žlahtne kovine ali žlahtne kamnine, bomo ugotovili, da mogoče žlahtni plin, radon pa ni nekaj, kar bi si želeli imeti doma. Kako in zakaj nam bo razložil Matjaž Valenčič, neodvisni strokovnjak za energetiko. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, ja. Torej, v zadnjem času veliko delate na tem, da ozaveščate, da radon sploh imamo v svojih stanovanjskih zgradbah. Zakaj ste se odločili sploh ozaveščati o tem? Zakaj je pomembno, da vemo, da to obstaja? O radonu, da je škodljiv za zdravje, vemo že dolgo časa, je pa zdaj pred 3 leti bila nova zakonodaja, zelo podrobna, in bi želel, da tudi to zakonodajo malo promoviramo. Drugače pa o radonu se ukvarjamo že kar nekaj časa in želimo tudi javnost obvestiti, da je radon kancerogen plin, ki je zdravju škodljiv. In v tem smislu je treba povedati, kaj je radon, kako pride v hišo, kako se ga znebimo, in premalo vemo o tem. Kako pa, v kakšnem stanju ste zdaj z akcijo, v katerem delu postopka je? No, v glavnem z obveščanjem o radonu se ukvarjamo že kar nekaj časa. To mantro, ki jo ima država, da je treba izboljšati kakovost bivanja, se pravi na osnovi učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov, to mantro pozabimo. Z energijo se ne varčuje, varčuje se z denarjem v bankah, v skladih in tako naprej. Z energijo se stanovanja sploh nimamo zato, da bi varčevali. Stanovanje se zato, da se kakovostno biva s zmernimi stroški. Ob majhni rabi energije in rabi energije ob obnovljivih virih. Se pravi, 2 poudarka dam pred učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov. Kakovostno bivanje in zmerni stroški. Pri bivanju, pri kakovostnem bivanju ne smemo varčevati, pri zdravju ne smemo varčevati. Se pravi, zdravje je prvo, potem pa vse ostalo. Z radonom, se že dolgo časa smo se srečali, lansko leto nas je pa povabila Mednarodna agencija za jedrsko energijo na usposabljanje o odpravi radona iz stavb, in tam sem pa jaz kot edini predstavnik nevladne organizacije med 40 znanstveniki iz ustanov, fakultet, ministrstev in tako naprej, sem se počutil povsem enakovredno sprejet. Namreč ključna težava, ki se jo tam predstavlja, je promocija radona, komunikacija. Ni dovolj, da država sprejme ene zakone, da znanstveniki povejo, zakaj je, če tega ljudje ne sprejmejo. In potem sem se odločil, da bom pospešeno akcijo ozaveščanja peljal tudi v Sloveniji. Je v Sloveniji sicer ta problem bolj prisoten, kot mora biti v katerih drugih državah? Slovenija je radonsko izpostavljena, namreč radon je povsod, se pravi, ne se slepiti, da ga ni. Samo vprašanje, koliko ga je kje, ne. Rečemo, veliko je tega na Češkem, na Portugalskem, Španiji, jug Anglije. Drugače pa je problem radon v stavbah. Namreč radon se v stavbi zadržuje, in tle pa je po podatkih Evropske agencije za rak, so 3 države v Evropi, ki izrazito izstopajo, to je Slovenija, Avstrija in Češka. V Sloveniji je nivo pa koncentracija radona v bivalnih prostorih skoraj 3-krat večja, kot je evropsko povprečje. To pa je že en znak za alarm. Od kje pa potem ta radon pravzaprav pride in zakaj recimo ga v Sloveniji več kot drugod? Radon izhaja iz zemlje in vstopi v hišo, in če je hiša netesna, se pravi kot vse take stare hiše, ki so imele okna netesnanje, kadar je zunaj pihalo, so se zavese not migale,
tam je šel radon tudi ven. Sedanje stavbe, ki so pa tesne, radon pride not in ostane v hiši. Se pravi, sedanje stavbe so radonske kletke. In tako novogradne kot energetsko sanirane stavbe so, kar se radona tiče, problematične. In zato je treba pri novogradnjah sploh paziti na učinkovite ukrepe, da radon ne pride v hišo, pri sanacijah pa poskrbeti za to, da sanacija ne poslabša stanja glede radona oziroma ga celo izboljša. Tako da tle je premalo poudarka damo na stvari, ki so banalne. Ampak ravno to je ta poudarek akcije ozaveščanja radon vednost, da skušamo najprej strokovno javnost, ki bi morala vedeti, pa ne ve, potem pa tudi splošno javnost informirati o preprečevanju radona. Ker hiše se nam po eni strani zdijo zaprte, češ varujejo nas pred mrazom, pred toploto. Kako potem radon v bistvu pride v hišo? Ali to pomeni, da kot duh prehaja skozi stene? Ja, točno tako kot duh. Ja. Zdaj, radon je plin, ki nastaja v razpadni verigi urana. Se pravi, uran, tori, radij, vse to so kovine in kar naenkrat iz radija pa nastane plin radon. In potem se plin radon seli v zemljini po vseh tistih porah proti površini in izhaja v ozračje in se tam bolj zgubi. Če pa pride na svoje poti v hišo, pa ostane v hiši. Zdaj, plin radon je, v šoli smo se učili, da je to žlahten plin. Jaz pravim, da je žlehten plin. Se pravi, to je razpade in tisti razpade plina so lahko kancerogeni. Še hujše pa je, da razpade pa na potomce, na polonij, bizmut, svinc, ki pa tudi razpadajo. Se pravi, to so pa mikroskopski delci, ki se vežejo na prah in vstopijo v pljuča in v pljučih čakajo, da razpadajo, in te potomci so bolj nevarni kot sam radon. Ne? Tako da dejansko radon in potomci, se pravi, če rečemo, žlehten plin z žlehtnimi potomci. To je radon. Ja, radon je enoatomski plin, je zelo prodoren, se pravi, pride skozi vse špranje, skozi mikrošpranje, skozi materijale. Recimo, če si predstavljamo bitumensko folijo za hidroizolacijo, skozi to radon preprosto prehaja, ali pa skozi navadne polietilenske folije kitajske. Tle radon preprosto prehaja. Če želimo imeti radonsko bariero, mora biti v tej bitumenski foliji še ena plast kovine, ponovadi aluminij. Zakaj pa pravzaprav tega nismo prej vedeli? Zakaj se to ni prej delalo? Ker je enostavno se nismo ukvarjali s tem, ker je to tako drago, da v bistvu izoliramo na tak način hišo. V čem je vzrok? No, zdaj, radon je plin brez barve, vonja in okusa. Se pravi, ne vemo, da je. Je, sigurno se vprašanje samo koliko. Če nekaj ne vemo, nas ne boli, ampak zbolimo in umremo. Tako da, morda zaradi tega, zaradi tega smo se premalo posvetili radonu. Drugače pa šole, vrtci v Sloveniji že vrsto let sanirajo. Znana je vrtec v Idriji, mislim, da je bil pred 30-35 leti saniran, ali pa koliko je dobra sanacija bila, ta prva ne, druga ja. Na Krasu je veliko šol, ki so sanirane, ali pa jih je treba sanirati. Tako da dejansko, ja, se zavedamo, ampak nismo pa dali toliko poudarka na radonu. Vedeli smo, koliko ga sme biti, oziroma koliko je preveč, se pravi, bila je dopustna doza, največja dovoljena koncentracija je bila v pravilniku o prezračevanju leta 2002 predpisana, tako da to so bile ene osnove. Leta 2022, tega je že 3 leta, pa je prišla pravilnik o radonu, tehnična smernica, ki tudi konkretno določa, kako se prepreči radon, da bi prišel v stavbe. To pomeni, da je ta nova zakonodaja sledila kakšni evropski direktivi, smo tukaj v koraku s časom v Sloveniji? Ja, seveda, evropska direktiva je bila 2 leti prej, Euratom.
ali 19 leta prej. Tako da smo nekako s tem, da Slovenija, ki je tako izpostavljena, je na začetku, nekatere druge države imajo precej bolj stroge omejitve. Mi smo sprejeli omejitev oziroma referenčno vrednost radona v bivalnih prostorih je 300 bekerelov, to je 300 razpadov na sekundo na kubični meter. Tako da to je vrednost, ki je splošno prevzeta. So pa nekatere države, ki imajo precej nižjo vrednost, recimo nekatere države imajo 200, nekatere imajo 100 bekerelov. Zdaj, ni tako enostavno reči, toliko je dopustna vrednost, namreč treba je dejansko tehnično kulturo, stanovanjsko kulturo temu prilagoditi, ne? In verjetno bo tudi Slovenija s časoma te vrednosti nižala. Ko govorila o bekerelih, kakšna enota je to? To je število delcev? Bekerel je razpad, se pravi število razpadov na sekundo. In za bivalne prostore je dopustno 300 bekerelov na kubični meter, se pravi v kubičnem metru se lahko vsako sekundo zgodi 300 razpadov. Če se jih zgodi občutno več, je pa to že malo bolj obremenjujoče za človeka. Zdaj, na prostem pa radon tako rekoč ni. Se pravi, če je v prostorih, ne vem, 100 bekerelov, kar nekaj običajnega, 300 je največ dopustno, v nekaterih prostorih je pa tudi, ne vem, 5000 ali več. Na prostem je to 5 bekerelov ali pa 7. Se pravi, na prostem radona ni, ker ga odpihne veter, zrak odnese. Tako da, če se želimo znebiti radona, izogniti radonu, gremo lahko na sprehod. Ali pa živimo v šotoru? Ali pa v šotoru, ja, tudi ali pa v piranski občini. Piranska občina je najmanj izpostavljena v celi Sloveniji, tako da Izola je dosti blizu, se pravi tudi izolska občina je verjetno podobno malo izpostavljena. Najbolj izpostavljena pa je Cerknica, Mirna Peč, tako da to je neverjetno. Ni nobenega pravila, pač meritve pokažejo, kje je to najbolj nevarno. Na kakšen način pa to merite, glede na to, da nima okusa, nima vonja? Kako se ga torej zaznava? Ja, zdaj najbolj enostavno so eni detektorji sledi. Se pravi, ko radon razpade, naredi en električni naboj in ta naboj na posebni foliji pusti eno sled, kot recimo svetloba na filmskem traku. Tako da take detektorje sledi, to so ene majhne škatlice, se postavijo v prostor, se jih tam pusti kakšen mesec, čez mesec se ta detektor da v kuverto, pošlje v laboratorij in tam ga razvijajo, podobno kot film, preštejejo pikice, koliko je teh pikic bilo na tem detektorju in iz tega zračunajo, koliko je bilo radona v tem prostoru. Se pravi, to je en dost enostaven postopek, preprost postopek, je pa zelo natančen. Se pravi, to je treba res točno početi. Je nekaj laboratorijev v Evropi, mislim, da v Sloveniji ga ni. Druge so pa potem elektronske metode, se pravi, da se z elektronskim senzorjem merijo ti razpadi in odvisno od tega, se pravi, pa tudi pri teh elektronskih je več vrst. Eno so dosti nenatančni, se pravi, imajo okoli 5% napako, to so recimo elektronski detektorji, ki so cenovno dostopni, so pa potem tudi elektronski merilniki, ki so izredno natančni, nekateri tudi izredno hitri, te so pa za profesionalno rabo, tako da o teh ne bi kaj dosti govoril. Te detektorji sledi so v načelu zelo dostopni, je v programu, mislim, da okoli 500 detektorjev se letno razdeli brezplačno, drugače pa cena takega detektorja oziroma detekcije okoli 50 evrov. Elektronski detektorji pa taki preprosti merilniki stanejo okoli 200 evrov, prednost teh je, da celo leto delujejo ali pa da ga lahko predstavimo v drug prostor, pa še drug prostor detektiramo. Tako da te elektronske detektorje bi jaz predlagal, da jih vsaj da se jih ljudje sposodijo za nekaj časa ali pa da jih kupijo in
Ko pa je treba kaj sanirati, so pa meritve, to pa je drugo. Tako da, če je treba izmeriti, se pa pol naroči meritev in naredi sanacijo. Torej se dejansko lahko razlikuje v stanovanju od sobe do sobe, koliko imamo radona? Običajno je največ radona v spodnji etaži, v kleti ali pritličju. Lahko se pa zgodi tudi, ne vem, če bo kakšen zračnik skozi celo stavbo, da ta zračnik potegne radon in izstopa intenzivno v drugem nadstropju. Tako da običajno je v spodnji etaži, ni pa to pravilo. Bi torej priporočali pravzaprav, glede na to, da je Slovenija na bolj ogroženem območju, da bi vsak državljan pravzaprav preveril tako doma kot na delovnem mestu, kakšna je količina radona, ker zakon predpisuje samo ponekod, kaj ne? Dobro. Slovenija je že radonsko dosti dobro prepoznana, se pravi, na osnovi podatkov o radonu v Sloveniji so naredili radonski zemljevid, ki upošteva podatke tako radona v zemljini kot podatke o radonu v hišah. In ta radonski zemljevid določa radonsko območje, se pravi, to je na zemljevidu označeno z rdečo in rumeno oziroma oranžno barvo, in zeleno območje. Jaz trdim, da je izbor teh barv neposrečen ali pa malo zavajajoč. Zelena ne pomeni, da tam ni radona, ampak pomeni, da je tam radona manj. Oziroma, da je manjša verjetnost, da bo. Dve sosednji parceli, na eni je lahko radon v hiši, na drugi ga morda ni. Se pravi, pa sta hiše 20 metrov narazen. Tako da ni nobenega pravila. Je pa res, da na zelenem območju je manjša verjetnost, da bo radon v hiši, ampak tudi ne pomeni, da na rdečem območju bo zanosljivo. Tako da je treba dejansko vnaprej vedeti, kaj je. Se pravi, pri novogradnjah se morda lahko že samo parcelo zmeri, koliko radona izhaja iz zemlje. Hkrati je pa treba po celi Sloveniji pri vseh novogradnjah narediti protiradonske ukrepe. Se pravi, ko se začne graditi hišo, ko se nasuje en tampon peska, četrt metra, se v ta tampon peska položi eno drenažno cev za odvod radona, je posebno navodilo, ko se to položi, in se priključi, ali pa omogoči, da se bo kasneje priključil na en dvižni vod, da bo šel ta radon skozi streho. Se pravi, v tem tamponu pod ploščo hiše, pod tlakom se izsesava radon. Se pravi, temu se pravi prezračevanje zemljine. To je predpisano v vseh stavbah po celi Sloveniji. Je še ena druga alternativna možnost, da se naredi protiradonska folija, se pravi folija, skozi katero radon ne prehaja. Ta stvar je na prvi pogled preprostejša, ampak ni, ker je treba zatesniti stike folije med seboj. Že to ima, folija, to je metrski trak, se pravi, ima 10 stikov. Poleg tega pa vsak preboj inštalacij, vsako cev, ki gre skozi to folijo, to je kanalizacija, voda, elektrika in tako naprej, to je vsaj 10 lukenj, in vse druge konstrukcije, se pravi, če je armatura, gre skozi to folijo, treba armaturo tesniti. Tako da to je dosti zahtevno in ni tako preprosto. Enostavnejše je, da to drenažno cev, in če radon izhaja dovolj samo od sebe, se da v to dvižno cev še en ventilator in to zadošča. Ker če so razpoke ob ceveh, potem lažje prehaja skozi. Radon pride povsod skozi, se pravi tudi pri špranji ob cevi. Če recimo obstoječo hišo toplotno izoliramo in gre izolacija v zemljino, se pravi v tla, potem je ena tanka špranja med steno in izolacijo. To špranja, ki je rečemo 3-5 mm. Stena je topla, v tej špranji je zrak topel, se dviga in vleče radon iz zemlje gor. Se pravi, to je dejansko ena radonska črpalka in vleče zrak in ga lahko v drugem nadstropju pri oknu upiha v prostor. Pa tudi, če je okno grajeno po RAL montaži, RAL ne preprečuje vdora radona, RAL preprečuje izstop vlage in zraka. Tako da to je
ta radmontaža. Tako da, to so detajli radonske sanacije, ki jih je treba upoštevati, radonske gradnje, ki jih je treba upoštevati. Pri pravilni gradnji to sploh ni drugo. To ni noben, tako rekoč. Če smo rekli prej, recimo drenažna cev, hiša, ki ima 100 kvadratnih metrov, za to hišo zadošča en kolut cevi, ki stane 3 evre meter, se pravi 150 evrov, je protiradanski ukrep primeren. Mogoče poglejva še za trenutek, omenili ste že nekaj zemljevidov, pa poglejva mogoče še malce podrobneje zemljevide, ki ste jih pripravili. Naprimer, omenila sva, da Slovenija je torej eden med bolj ogroženimi državami. Tukaj imava zemljevid populacijsko tehtano povprečje koncentracije radona v zaprtih prostorih iz leta 2021 po državah. Zdi se, kot da nekako bi od Hrvaške proti Češki vse pravzaprav se stopnjevalo v bolj temno rdeče območje. Nam lahko mogoče na kratko samo interpretirate tale zemljevid? Ja, spravo, to je radon v zaprtih prostorih. To ni radon ruda v zemljini, radon v zaprtih prostorih. Kaže, da v teh stavbah v Sloveniji, Avstriji, na Češkem, da je najslabša bivalna kultura, kar se radona tiče. Na Češkem je stvar dokaj razumljiva, ker tam so, ko so kopali na Češkem uranovo rudo, so s to jalovino gradili tudi hiše, tako da dejansko tam je precej stavb obremenjenih z radonom iz materiala. V Sloveniji pa je vzrok predvsem iz zemlje, spravo v Sloveniji nismo gradili stavb, uporabljali materialov, ki bi izločali radon, tako da v Sloveniji je bolj tista stvar iz zemlje. Avstrija pa ne vem, kako to, me je prav začudilo, da je tudi Avstrija tako obremenjena, tako da ne vem. Prav, niti nadmorska višina prav od ničesar ne moremo sklepati. Kaj pa recimo po letnem času, razlikuje? Zdaj, radon pride v hišo, tudi s sesalne hiše. Hiša je ogrevana, je topla, topel zrak se dviga in kar nekrat je v hiši podtlak, ta podtlak vleče radon iz zemlje. Poleti so pa hiše niso ogrevane, so tudi tople, ampak niso ogrevane in so precej bolj prezračevane, se pravi, vrata so precej bolj odprta, tako da poleti je veliko manj radona v stavbah, tako da poleti stvar ni toliko, veliko manj nevarna. Tudi padavine vplivajo, se pravi, dež nekako namoči zemljino ob hiši, radon tam ne more shajati, pod hišo je pa suho in takrat radon iz večje okolice pride do hiše in tam ven, se pravi, ker če ne more drugje, gre skozi hišo. Isto sneg, led. Zanimivo, ko zračni pritisk pada, gre radon bolj intenzivno ven. Se pravi, če imamo karto radona in hkrati merimo dnevno zračen tlak, se pravi tlak in radon v sobi, vidimo, da je čist obratna sorazmernost, nižji kot tlak, več je radona. In obratno, ko tlak narašča, je radona manj. Tako da, ja, vremenski pojavi zelo vplivajo, letni časi, veter tudi, tako da to so stvari, ki vplivajo na radon, ampak to je treba upoštevati pri meritvah, ampak v načelu to ni rešitev. Rešitev je, da preprečimo radon in da ga pravilno odpeljemo. Se pravi, osnova je preprečitev, druga pa pravilno prezračevanje. Govoriva tukaj tudi dejansko o prezračevanju, kot v smislu, če si namestimo v stanovanje dobro prezračevalno napravo, ali je to lahko tudi eden od ukrepov sanacije? Tle treba biti malo previden. Prodajalci prezračevalnih naprav pravijo, da so prezračevalne naprave zmožne vsega odpeljati radon tako naprej. Običajno so premalo zmogljive, da bi odpeljale ves radon, se pravi, ga nekaj zmanjšajo, običajno ne dovolj, tako da prezračevalna naprava nikakor ni dovolj. Je pa koristna, se pravi, pripomore k odpravi radona, hkrati pa pripomore tudi za bolj kakovosten zrak, se pravi, odpelje vlago, ogljikov dioksid in tako naprej. Ni pa zadosten ukrep proti radonu.
Glede na to, da radon torej deluje kancerogeno in če smo že pri dobrem in slabem zraku, kako pa je s tem, če imamo kadilce, če kadimo doma? Je to potem samo še huje, se to stopnjuje? No, včasih mi je kar malo težko govoriti o radonu in pravim, koliko je radon nevaren, sprav, ne vem, od 60 do 100 ljudi letno umre zaradi radona. Radon je drugi vzrok za pljučnega raka, okoli 10%. Prvi vzrok je pa kajenje, to je okoli 85%. Se pravi, ostalih 5% je pa, ne vem, azbest, prašni delci, slab zrak, kemikalije in tako naprej. Tako da dejansko, ja, radon in kadilci, to se pa pomnoži med seboj. Se pravi, ne vem, kadilc, ki je v radonsko izpostavljenem prostoru, je 10-krat, 20-krat bolj ogrožen od nekadilca. Tako da, ja, z tega vidika tudi, ne vem, rečemo, da imajo kadilci že zaradi cigaret načeta pljuča, pa je radon sam še tista nepotrebna motnja. No, mogoče pa prepričava katerega od gledalcev, da se zaradi radona odloči prenehati kaditi. Poglejmo mogoče še naprej, to ste prej sicer že omenjali, radon in potomci. Torej, kako se uran pravzaprav razpada, zato da pridemo do teh različnih potomcev. Zraven ste napisali tudi razpolovne dobe. Kaj nam recimo te razpolovne dobe pri tem pomenijo? Gre to torej za te pikice, o katerih ste govorili, da jih zaznava merilec? Ja, recimo uranova veriga, uran ima razpolovno dobo okoli 4,5 milijarde let. Se pravi, če je tukaj en delček urana, bo ravno toliko emitiral, ne vem, radon, tako naprej, konstantno. Se pravi, ni šans, da bi se, no, rečemo, v 4,5 milijardah let se za polovico zmanjša, se pravi, je konstanten. Radon, ki potuje in prije nekam v prostor, ima okoli 3,8 dni razpolovno dobo, se pravi, kar veliko se ga zgubi po poti, ampak vseeno 3,8 dni, če prije v prostor, 3,8 dni je to v prostoru, vmes prihaja nov. Potem so pa potomci, ki so bolj nevarni, ti imajo pa nekaj minut razpolovno dobo, ali pa še celo nekaj sekund, ali pa nekaj tisočink sekunde, in krajša kot razpolovna doba, večji je sunk. Se pravi, ravno zato potomci, ki imajo kratko razpolovno dobo, so toliko bolj nevarni. In poleg tega so že not v pljučih, na bronkih, lepo sedijo in ko stresajo orang. In kaj se pravzaprav zgodi pri tej razpolovni dobi? Torej se atom razcepi na dva, se sprosti energija? Ja, dobro, to je stvar za jedrske fizike. Sprosti se alfa delec, ki ima električni naboj, in ta električni naboj potem poškoduje tkivo. Tako da to je stvar. Zdaj, značilnost raka zaradi radona je, da v tem bronhialnem drevesu, se pravi v zgornjem delu pljuč, se počasi stvar nabira. Morda drugače kot pri kadilcih, ampak vseeno to je taka značilnost. Tako naj bi tudi zdravniki približno ocenjevali, koliko bolnikov je umrlo ali zbolelo zaradi radona. So bili torej zdravniki med tudi enimi od teh, ki ste jih osveščali o tem pojavu, torej o radonu v stanovanjskih hišah, ali so oni že sami zaznali ta problem? Jaz se z medicino ne ukvarjam, jaz zdravnikov ne ozaveščam, tako da oni so dovolj usposobljeni, da povejo, koliko tega je. Jaz se ukvarjam s kakovostjo bivanja, se pravi, se ukvarjam s tistimi, ki pravijo, kako je treba bivati. Imeli smo akcijo ozaveščanja za projektante, arhitekte, strojnike, gradbince, tako da arhitekti in inženirji. Imeli smo akcijo ozaveščanja tudi za Ekosklad, za člane mreže En svet. To je zelo lepo, se pravi, tle je okoli 80-50 članov mreže En svet, ki imajo letno do 10,000 nasvetov, se pravi 10,000 ljudi bodo lahko zdaj letno informirali o nevarnosti radona. Želimo priti
do občin, da bojo občine tudi na lokacijsko informacijo napisale opozorila na radon. To zdaj počne samo ena občina v Sloveniji. Želimo priti do arhitektov, da bojo v vsak projekt predpisali obvezne protiradonske ukrepe. Zdaj to se se še ne dogaja, se pravi, so arhitekti dokaj presenečeni, ko jim povem, da je 3 leta to že njihova obveza. Prišli smo že do ministrstva, tako da smo se zmenili, da bo v naslednji spremembi zakonodaje za energetsko sanacijo, se pravi, dolgoročna strategija energetske sanacije stavb, bo tudi vpisan radon. Tako da radi bi animirali izvajalce, da bi se specializirali za radonske sanacije, tako da bi dejansko izvajalci naredili eno šolanje za sanacijo in dobili tudi eno dokazilo, da so usposobljeni. Namreč, koliko je teh stavb? Zdaj nižji, ko je nivo radona, ki je dopusten, več bo teh stavb. Zdaj, ali je teh stavb v Sloveniji 50 000 ali jih je 100 000, ampak rečemo tam nekje ta številka, ki je treba sanirati. In nepravilna sanacija je pa samo stran vržen denar, tako da to je treba pravilno sanirati. No, dajmo mogoče, da še mi dva malo ozavestiva javnost, pogledati še slike, ki mogoče malo bolj nazorno kažejo, za kaj gre, da si bojo bolj plastično lahko predstavljali tudi naši gledalci. Naslednja slika recimo pravzaprav kaže, kako prihaja radon v stanovanjsko zgradbo. Zakaj imamo tukaj recimo, ali gre tukaj za razpoko, ker gresta dve puščici se združita, preden prideta gor? Zakaj se združita že pod stavbo? Ja, zdaj v načelu je razpoka prostor, kjer je omogoča hitrejši vnos, se pravi, vsaka razpoka je kot en lijak, skozi katerega radon, ki ima en pritisk spodaj, lažje gre. Hkrati pa tudi gre difuzijsko skozi samo ploščo, skozi sam beton, se pravi, difugira. Beton ni radonsko tesen, se pravi, tako da če so razpoke toliko boljše, bo drugače tudi čez sam beton. Tako da to so načini vstopa radona. Zdaj, temu se najbolj tako izognemo, da radon speljemo v stran. Se pravi, prezračujemo zemljino pod to ploščo in peljemo to ven iz stavbe, se pravi nekam drugam. Hkrati pa je dobro tudi pri teh ukrepih tudi te razpoke zapreti, se pravi, jih nekako zamazati, zatesniti, da se posebno tesnilno maso, da potem tam radon ne prihaja not. Tako da je več teh metod sanacije, so tudi druge, ne samo to dvoje, kar je v naši smernici predlagano, so lahko tudi druge učinkovite metode, ampak te dve metodi, ki sta predlagani, prva, prezračevanje zemljine, je zanesljivo dobra, druga, radonsko neprepustna folija, pa je dobra, čeprav narejena, hkrati pa je ni možno popravljati. Se pravi, pri tem prezračevanju zemljine, če ni dovolj, se da ventilator, pa je dovolj. Ne? Pri tej drugi foliji pa, ko je enkrat to narejeno, je narejeno tako, kot je. Tako da z tega vidika predlagam, da se naredijo obe varianti, ne, se pravi, in prezračevanje zemljine in ta radonska folija. Radonska folija je lahko združena hkrati s hidroizolacijsko folijo in je, če primerjamo navadno hidroizolacijsko folijo in hidroizolacijsko z radonsko zaporo, je razlika okoli 2 evra na kvadratni meter. Se pravi, 100 kvadratnih metrov je 200 evrov dražja hidroizolacija z zaporo. Tako da to je strošek, ki tako rekoč ne pomeni kaj dosti pri sami gradnji. Zdaj, ko pa govorite o recimo zatesnjevanju razpok, ali to pomeni, da če gremo okoli cevi s purpeno, bo to že dovolj, ali tudi tukaj potrebujemo drugačne materijale? Purpen je čudovit material, ne, nikakor ni radonsko zaporen, ne, tako da ne, purpen je tista stvar, ki jo je treba za to uporabljati, ne, nikakor ne. Tako da bomo vedeli, kako strokovno to narediti. Tukaj imamo zdaj pa na primer 2 primera neprimerno sanirane stavbe. Se pravi,
tudi sanacija se lahko zgodi pravzaprav na napačen način. Ja. Ali si s tem lahko pravzaprav dodatno škodimo, se pravi, da se Absolutno. bolj zadržuje? Zdaj, mislim, da je lansko leto izšla nov izračun obremenitve populacije z ionizirajočim sevanjem. Po stari študiji je bilo prebivalstvo v Sloveniji obremenjeno s 2,5 milisivierta letno, se pravi, to je, a je to veliko ali ni, ne vem, pač to, taka vrednost je bila, rečemo, da je dopustna vrednost 10, ne. V lanskem letu pa je bila izračunana nova obremenitev, ki je 6, se pravi faktor 4-krat večja, zlasti zaradi radona v stavbah. Se pravi, so tudi druge metode, načini merjenja in tako naprej, tako da ni samo radon v stavbah, ampak radon v stavbah pa nastaja, se povečuje zaradi nepravilnih energetskih sanacij. Stara stavba ima netesna okna, veter odnaša zrak in radon ven, tudi toploto, in ker to ni zaželeno, da bi veter odnašal toploto, se okna zatesni. Spodnja slikca kaže, da ima hiša tesna okna, ima prezračevalno napravo, ki je morda napačna, se pravi, to je ta dvosmerna prezračevalna naprava, ki ustvarja podtlak in nadtlak. Ko je podtlak, srka radon v hišo, ko je nadtlak, ga ne vrne nazaj, ne? Se pravi, ta prezračevalna naprava je hkrati radonska črpalka. Ima recimo izolacijo stene, se nalepi izolacijsko plast, v tej špranji radon intenzivno se dviguje in nekje že vstopi v hišo, in še recimo, če se pločnik ob hiši zatesni, se pravi, če bi bil prej pesek kriketalskega posla, pa naredi betonsko ploščo, ta betonska plošča tudi malo zavira radon in gre radon raj skozi hišo kot skozi ta beton. Se pravi, dejansko to so ukrepi, ki vsi povečujejo, pa še drugi ukrepi so pri sanacijah, tako da dejansko so ravno v tej študiji je omenjeno, da neprimerne energetske sanacije povečujejo radon v stavbah in s tem kvarno vplivajo na kakovost bivanja. Tako da ni vse, kar je energetsko učinkovito, tudi dobro z tega vidika. Vsekakor upam, da imamo pri nas dovolj strokovnjakov že na tem področju za sanacijo. Ne bom rekel, da jih je dovolj, tisti, ki so dobri, ampak jih je verjetno premalo in bi si želel, da bi jih bilo več. Tako da to je tudi ena od naslednjih akcij radovednosti. Mi sami ne bomo izvajali, bomo pa skušali animirati izvajalce, da se bodo naučili že z določenimi inštitucijami sodelujemo, da bojo izobraževali. Radi bi prišli tudi do tega, da bi podelili en certifikat za izvajalca. Je pa to po drugi strani malo, če damo certifikat izvajalcu, da je sposoben, ga moramo tudi nadzirati, ne? Se pravi, ni dovolj, da ima nekdo papir, mora tudi dobro delati. To je ta radonski zemljevid Slovenije, ki recimo južni del Slovenije je izrazito rdeč. Se pravi, tle vemo, da je tle dosti radona v stavbah, ne vem, Kras. Zanimivo, na Krasu je apnenc. V apnencu ni urana, se pravi, iz apnenca ne izhaja radon, ampak izhaja iz zemljine, ki je pod apnencem. Apnenc je pa porozen, se pravi, ima en kup lukenc in skozi ta apnenc prihaja radon. Na kakšnem močvirju radon ne pride skozi, ne? Se pravi, močvirje so, kar se tega, ali pa morje, kar se tega tiče, je radonsko varno, ampak so pa tudi kakšne neprimerno rudarjenje. Tipičen primer je Idrija, ki stoji na, veliko stavb stoji na jalovini, se pravi na kamnih, ki so pripeljani izpod zemlje. Karkoli se pripelje izpod zemlje, je lahko malo nevarno, ne? In če na tem postavijo pol stanovanjske stavbe, šole, vrtce, so zaradi tega hiše še bolj izpostavljene. Že tako je Idrija samo po sebi radonsko izpostavljena, se je na tem rdečem območju.
Tako da imamo pa srečo, da nimamo teh materialov grejenih v stavbe. Tako da bile so ene stavbe grejene s filtrskim pepelom, ampak tega zelo malo, pa tudi tam ni tako velike nevarnosti. Je potem tudi dodatna nevarnost glede na izkopanine, ker imamo še vedno kar precej kurišč čez zimo, ko se ljudje kurijo recimo na drva, pa tudi na premog, je tudi to potem lahko nekaj, kar stopnjuje? No, mislim, da na premog nihče več ne kuri, na premog kurijo samo še kakšne večji kotli, se pravi Ljubljanska toplarna, pa kakšna elektrarna, tako da kaj dosti, kakšna industrija, kaj dosti premoga ni, in te upam, da dosti varno odlagajo pepel. Ja, v pepelu je koncentracija urana nekoliko višja kot v samem premogu, ne, in iz radija in iz radija pol nastaja radon. Drva ne, se pravi, tle mislim, da te nevarnosti ni. Drugače pa ja, stara, recimo tlele v Izoli je bila nekoč tovarna Delamaris, še vedno ima en visok dimnik, tam so kurili premog. Kam so pa pepel nosili? Tam, kjer je bila deponija pepela, bi bilo zanimivo izmeriti, koliko je tam obremenjeno z radonom. Sprav, to je posod, ker je pepel iz kurilnih naprav, posod tam zna biti visoka stopnja radona. Kako pa recimo s temi vrednostmi, ker so malo drugačne vrednosti za vrednost v stanovanjskih stavbah in vrednosti na delovnem mestu? Zakaj je tolikšna razlika danes, skoraj da polovico življenja preživimo že na delovnem mestu? No, najprej 90% življenja preživimo, ali pa 80%, ne, preživimo v zaprtih prostorih. Se pravi, smo generacija notranjih prostorov. Zdaj na šole, vrtci, se pravi, stavbe splošnega javnega pomena so posebej nadzorovane ali pa posebej kontrolirane. Tam je nekako država ali pa lastnik teh objektov, občina, odgovorna za kakovostno bivanje oziroma kakovostno zrak, tako da recimo protiradensko sanacijo zdravstvenih domov, šol in tako naprej plača ministrstvo. Delovni prostori. V delovnih prostorih je lastnik teh delovnih prostorov dolžan zagotoviti varno delo, tako da pač na svoje stroške, se pravi tudi, kar se tiče radona, mora biti dosti nizko. Je pa zdaj v načelu so nekateri, treba tudi vedeti, koliko časa delavec živi pa biva v tem na delovnem mestu, ki je ogrožen. Se pravi, če recimo eno skladišče, v katerem je večerist pol ure na dan, je ogroženost zaradi skladišča veliko manjša, kot če je, ne vem, pisarna, v kateri je delavec 8 ur na dan. Tako da tudi to je tisto, kar je pol treba malo upoštevati pri računanju te ogroženosti in ja, zdaj tle se vidi, da odgovornost, se pravi pri javnih stavbah država, občina, pri delovnih procesih, pri delovnih stavbah, lastnik stavbe. Pri individualnih je pa vsak sam odgovoren in tle pa ni nobenih prepovedi, nobene zakonodaje. Vsak lahko, kot lahko, ne vem, vsak doma kadi, lahko tudi vsak doma živi v previsoki koncentraciji radona. V zdravstvenem domu, v pisarnah se pa ne sme kaditi. To je tako ena analogija. Se pravi, ja, vsak naj doma sam zase poskrbi. In ravno zato je treba ozaveščati ljudi in povedati, ti bi doma malo bolj zdravo živel, če tega ne bi imel. Zato je tisti, ne vem, senzor, ki je 200 evrov, oziroma merilnik, ki je 200 evrov, je tako rekoč zelo poceni. Da se ga pa tudi zastonj sposoditi. So pa še druga ionizirajoča sevanja, ki smo jim izpostavljeni. Kako pa je s temi? So tudi tako škodljiva? Jih je veliko? Zdaj, ja, so druga ionizirajoča sevanja. Se mi malo zapleta jezik, nič narobe. Največ je
vpliv zaradi radona, se pravi 85%. Ostalih 15% je pa kozmično sevanje, pride s hrano, pride z zemljo in tako naprej. Se pravi, večina je radon. V teh 6 milisiviertih je 85% radon. Zanimivo pa medicinska sevanja, pa medicinske obremenitve pa sploh niso upoštevana. Če je splošna populacija obremenjena 6 milisivierti, v Piranu z 2, v Mirni Peči z 18, povprečje Slovenije je 6. Medicinska je pa po starejših podatkih okoli 1,5 milisivierta, se pravi, je tudi dokaj velika, ampak ta ni več v tej statistiki. Se pravi, vemo, koliko je približno, ampak se pa ne prešteva, se pravi, to je, ne vem kako. Tukaj govorimo o rentgenih. Ja. Tega je kar precej, ampak še vedno je 3-krat manj kot radona. Pa pri tem, kaj pomaga, recimo ljudje radi, ko slišijo ione, sevanje, včasih kupijo kakšne kristale, ki naj bi temu pomagali in jih potem nameščajo v dnevne sobe. Ali ima to dejansko kakšen pomen, naredi spremembo? No, vsekakor to za občutek je dobro, ampak samo za občutek. Jaz pravim, da te stvari je treba meriti. Nisem še videl meritve kristala, ki bi dokazano zmanjšal radon v prostoru. So tudi nekateri prodajajo filtre za radon. Radon se ne da filtrirati. Tako da tisti, ki prodajajo filtre za radon, to je, ne vem, pač pravijo, da kjer imajo norci denar, imajo trgovci sejem, ne. Radona se ne da filtrirati, kamenčki ga ne pojejo, dobre vibracije ga ne odpodijo. Jaz le verjamem v znanost. Ni pa nič narobe, če si nekdo kupi tak kristalček in se zaradi tega boljše počuti, ampak ne poleg tega še odpelje radon. To ravno kot nič narobe, če nekdo pije, ne vem, verjame v dobre vibracije, da se bo zboljšal, ampak če mu doktor predpiše 1 tabletke, naj še te tabletke poje. Sicer pa lahko na več vprašanj, glede na to, da nama zmanjkuje časa, na več vprašanj odgovore dobijo naši gledalci kar na vaši spletni strani, kaj ne, Radonvednost še vedno objavljate članke? Ja, pripravljamo spletno stran radonvednost.si. Žal trenutno še ne deluje tako, kot bi si želeli, se pravi, še vedno je v osnutku, ampak bo zaživela letošnjo jesen, bo stran prenovljena in bo zaživela in bo koristila vsem podatkom, vsem tistim, ki se želijo s tem vključiti. Akcija, ki jo nadaljujemo, je Radonvednost za slehernika, se pravi, bomo šli v nekaj občin, se z občani pomenili o radonu, jih prosili, animirali in potem tudi naredili eno malo anketo. Naslednjo želimo iti v šole, se pravi, Radonvednost za dijake. Imamo že kar nekaj interesentov šol, se pravi, v nekaj šol bomo šli, bomo nekaj časa delali z dijaki, da bojo vedeli, kaj je radon in da bojo samostojno potem tudi to naprej delali. Tako da naša ideja je, da bi dvigovali, ozavestili uporabnike, kar se tiče radona. Se pravi, nismo tisti, ki merimo, nismo tisti, ki izvajamo sanacije, smo pa tisti, ki želimo opozoriti na radon. Ja, lepa hvala, da ste tudi nas danes zelo dobro opozorili in informirali o tej tematiki. Hvala vam, hvala. Tako, dragi gledalci, včasih na nas vpliva marsikaj, tudi če tega ne vidimo, ne vohamo in ne otipamo. Če ste mogoče zgrešili kakšen delček pogovora, vas toplo vabim, da si ga v celoti ogledate na YouTube kanalu Megafon TV, če ne pa za podrobnejše informacije sledite torej Radonvednosti. Do prihodnjič, lepo se imejte.